Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Definicija elektriko opredeljuje kot energijo oziroma tok, ki jo povzročajo elektroni v gibanju. Bila je znana že starim Grkom, skozi čas je z raznoraznimi izumi dobivala na razsežnosti. V 19. oziroma v 20. stoletju pa na nek način doživela vrhunec velikani, kot so Tesla, Edison, Morse in drugi. Tudi skozi naslednja stoletja je bil pomemben znanilec napredka in razvoja. Pomembno vlogo je imela tudi leta 1991 v času osamosvajanja Slovenije. Ker je to elektroenergetska infrastruktura, ki vpliva na razvoj in takoj upočasni kolesje delovanja sistema, če pride do izpada elektrike, če naprimer vojaške objekte odklopimo in ne delujejo naprave, radijski oddajniki, telefoni, televizijski oddajniki. Skratka, civilna struktura, v katero se vpada elektrika, telefon, potem tudi cesta, preskrba s hrano, je pomemben element, ki je bil kot psihološki pritisk na takratno jugoslovansko vojsko, ki je tudi pomagala pri sami vsebini in dala moč novo nastali državi, da je izpeljala svoje samoosvojitvene procese. In na ta način dr. Papler skuša prikazati, da je elektrika lahko tudi orožje. Orožja ne smatramo samo kot bojno sredstvo, obstaja tudi psihološko ali energetsko orožje, saj če pride do izpada elektrike, se ustavi življenjski krogotok in življenje zastane. Tega se moramo še danes posebno zavedati, kajti to je najbolj žlahtna energija. Energija, ki daje največjo vrednost gospodarskemu in tehnološkemu razvoju. V času osamosvajanja je imela Slovenija kar nekaj težav. Vlogo elektroenergetike na Gorenjskem je bila pomembna, kajti takrat je delovala posebna podskupina, ki je imela operativno izvedbo in dajala ukaz, da se je posamezne segmente uravnavalo in izklapljalo. Če je prišlo do ogrožen napada na letališče Brnik, je bilo potrebno izklopiti daljnovode. Prav tako takrat, ko je prišlo do incidentov, naprimer že v Pekrah, in ko je bil električar na Ptuju zastreljen, so kot pritisk na armado izvedli preventivne izklope vseh vojaških objektov in karavelj. Prisotnega je bilo veliko strahu, naporov in odločnega poguma, da so ukrepali in izvedli zadane naloge. Elektrika je postala orožje. Pomenila je pritisk na vojsko kot prvi in učinkoviti ukrep civilne strukture. Naprimer, na prisluškovalnem centru na Suhi je naš monter, ko je sklapljal, bil napaden in so mu izbili zob. Potem sta bila dva monterja na tromeji, karavli, zaprta 2 dni. Potem so se dogajale grožnje, ko je monterjevo ženo spremljala vojaška tajna policija in grozila. To gre za območje Jezerskega. Potem so bili raketirani in prekinjeni daljnovodi za Kranjsko goro, ko so MiG avioni napadli Karavanški predor. Potem sta dva električarja samoiniciativno na Brniku sama šla prerezati vodnike, takrat, ko se je vedelo in se je napovedovalo, da bo prišlo do napada na letališče in tako odzela elektriko samemu vojaškemu delu letališča. Največji takšen poseg pa je bil, ko je bil raketiran RTV Krvavec in so naši monterji morali iti sredi belega dne tja popraviti in zamenjavati transformatorje. In ko so opravili nalogo, so vojaška letala ponovno izvedla napad. Veliko pripadnosti in odločne volje je bilo potrebne, da so se uprli agresorju. Papler je svoje vedenja s pomočjo raznih pričevanj in dokumentarnega gradiva zapisal tudi v knjigi Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna leta 1991, kjer je opozoril, kaj so doživljali elektroenergetiki, ko so dobili zahtevno nalogo, ki so jo morali izvršiti. Odločno so se podali v neznane in nepredvidljive situacije ter izpolnili pričakovanja.